Pozdravljeni! Kar se tiče COVID-19, kaže na bolje. Kakšna je v teh dneh situacija v Ormožu, nam bo za začetek današnje oddaje povedala zdravnica Alenka Simonič, vodja urgentne službe v zdravstvenem domu Ormož. Kakšna je situacija, kar se tiče covida trenutno v občini Ormož? Je zadovoljiva? Kaže torej tudi v Ormožu na boljše? Tudi pri nas se situacija bistveno popravlja, vedno manj okužb je vsak dan. Malenkost več jih je med otroki, ampak drugače pa končno gremo na boljše. Kako je s cepivom? Koliko ljudi je v občini Ormož že bilo cepljeno? Lahko povem, da smo kar pridni pri cepljenju in ažurni. Z 2 dozama je bilo cepljenih že čez 600 ljudi. In v bistvu vsak dan ekipa cepilna cepi tam nekje po 60-70 ljudi, tako da smo res zelo hitro nam gre. Cepimo že starejše od 70 let, potem kronične bolnike že cepimo z vsemi 3 vrstami cepiva. Pač kak prihajajo, ampak največ je seveda cepljenje z AstraZeneco. Zato včasih zdaj malo prihaja do kakih da je včasih kakšen mlajši že cepljen, pa še tisti starejši ni bil, ker pač tako cepivo dobimo, tistega za starejše pa še ne. Ampak drugače smo pa zelo ažurni. No, cepite tudi že učitelje, ne? In tako, začelo se je že cepljenje učiteljev, se bo potem še nadaljevalo naslednji teden. Tako da računamo, da bomo precepili kar en velik odstotek učiteljev. In res pozivam na tem mestu vse tiste, ki se še niso odločili, da to čim prej storijo. Kakšne so reakcije, odzivi tistih, ki so bili med prvimi torej cepljeni? Moram reči, da so ljudje večinoma zelo zadovoljni, zato ker se počutijo malenkost bolj varne, čeprav se še zmeraj morajo držati ukrepov. Večjih težav nismo imeli, boli roka, mogoče kakšna vročina 24 ur, ampak kakšnih hujših reakcij, hvala Bogu, ni. Ljudje so res, moram reči, prav res srečni, ko so cepljeni. Torej bi pomlad prinesla vseeno nekaj vzpodbudnega. Ja, ne. To sonce nam je prineslo manj covida, več precepljenih in upamo, da se bo stanje v naši občini, ki moram reči, bilo kar tako malo divje, da se bo res počasi umirilo. Ampak še naprej moramo čisto vsi posamezniki res delati vse za to, da se držimo teh navodil, ker kljub temu, da smo cepljeni, še naprej moramo nositi maske, še naprej vzdržujemo razdaljo in še naprej si peremo roke, razkužujemo roke. Tudi v zgradbo ormoške gimnazije se počasi vrača življenje. Razen 4. letnikov se je k pouku vrnilo tudi nekaj nižjih razredov. Delajo po modelu C, tako kot je sklenila vlada. Kot je znano, model C pomeni, da se je polovica dijakov vrnila tudi na ormoško gimnazijo. Druga polovica je ostala doma. Prihodnji teden se bodo zamenjali. Kako v bistvu to poteka, nam je ob obisku na gimnaziji razložila ravnateljica. Zdaj naj povem, da seveda smo izjemno veseli, da po šoli vidimo mlade očke, mlade obraze, se pravi tudi kakšne zvoke, ko pridejo iz razredov. Na šoli imamo 1. letnik predšolske vzgoje, to je 32 dijakov, potem imamo 1. letnik gimnazijskega programa, to je 23 dijakov in pa 2. letnik predšolske vzgoje, to pomeni 28 dijakov. Naj povem, da so doma zdaj še 2. letnik gimnazijskega programa in pa oba letnika, se pravi 3. letnika obeh programov, tako da oni prihajajo naslednji teden, kar se zopet zelo veselimo. 4. letniki so pa ves čas že z nami, tako da 4. letniki pa ves čas ostajajo v šoli. Se pravi, imamo v šoli polovico oddelkov, se pravi od 1 do 3, mi imamo 6 oddelkov, torej 3 oddelki so v šoli. Kako bo sicer to potekalo, potem se naslednji teden zamenjajo ali kako? Tako, naslednji teden se zamenjajo ti dijaki, ki so zdajle, ko sem povedala, kateri letniki so zdajle v živo v šoli, naslednji teden nadaljujejo se pravi od doma in prihajajo, se pravi oba 3. letnika in pa en 2. letnik gimnazijskega programa v živo, tako da se menjujemo. 4. letniki pa se pravi ves čas tukaj v šoli.
No, gotovo to pomeni veliko več dela za vas, profesorje. Kako ste se vi uskladili, kako se usklajujete? V tem trenutku je v bistvu to postranska težava. Seveda smo že navajeni, učitelji učijo v živo tukaj tiste razrede, ki jih imamo. V vmesnih urah, ko pa imajo na urniku pouk za dijake, ki delajo od doma, pa se seveda priklopijo na računalnik s kamerami, se pravi z vsemi tehničnimi pripomočki in izvajajo po kabinetih, v razredih pouk nadaljavo. Zdaj tehnično in pa organizacijsko je potrebno nekaj več logistike. Mogoče se kdaj zgodi tudi, da je kakšen učitelj popolnoma še doma cel dan, ker nima nobenega pouka v živo. Nekako usklajujemo vse te obveznosti. Kot pa sem rekla, izjemno veseli, da imamo pa vseeno možnost z dijaki v živo delati tukaj na šoli. Kakšni so, kaj ste opazili, recimo, kaj pravijo torej sodelavci, koliko so dijaki bili prikrajšani, se opazi kakšni deficit znanja? Zdaj, mogoče na prvem mestu ne bi govorila o deficitu znanja, kajti dijaki so drugi dan v šoli, seveda bodo pogledali, kaj vse so predelali od doma, koliko je bilo tistega znanja, ki jim ga je ostalo, utrjevali bodo tisto znanje, preverjali znanje, šele potem nekaj ocenjevali. Ocenjevanja so pri nas že potekala nadaljavo, tako da ocenjevanja ostanejo po planu. Naj povem, da smo tudi mrežni plan za vsak razred posebej pripravili, ne samo za ocenjevanja, ampak za vse potrebne priprave posameznega dijaka, se pravi ustno ocenjevanje, pisno ocenjevanje, predstavljanje seminarskih nalog, govorni nastopi, seveda vse oblike obveznosti, ki jih imajo pri nas, saj želimo, da dijakov ne obremenimo v enem tednu z veliko obveznostmi. Meni se in mojim kolegom, zaposlenim profesorjem se zdijo največje težave pri dijakih te, da dijaki so se navadili na delo od doma, tisti, ki se znajo organizirati, so se izjemno dobro organizirali, obveznosti za šolo, nekako so si sami razporedili svoj čas, ki ga namenijo za šolo in jim je šlo odlično. Ti dijaki seveda razmišljajo o tem, da porabijo nekaj časa za vožnjo v šolo, da se morajo obleči, mi na drugi strani pa vemo, da je to nujno potrebno. Tako da že prej z 4. letniki smo šli skozi to izkušnjo, da so rabili en teden, da smo se pripravili, da smo jim odvzeli tisto skrb nekega strahu, predsodkov, da so ponovno prišli in se srečali s kolegi, s prijatelji, da se navadijo, da morajo ves čas nositi maske na šoli v razredu. Se pravi, kup enih vprašanj, kup enih dilem in skupaj poskušamo o teh strahovih govoriti z njimi. Ne želimo reči, to bo bolje, ne rabite skrbeti za to, ker to so skrbi, ki jih ti mladostniki nosijo v sebi, ampak poskušamo prisluhniti tem težavam. In jih skupaj potem čez en teden so dijaki že na boljšem. Je pa res, da čez en teden zopet gredo na pouk od doma, se pravi nadaljavo. Zdaj, mogoče še ena taka pomembna zadeva je ta, da dijaki morajo priti v šolo. Dijaki se morajo zopet navaditi na normalno življenje in enostavno jaz mislim, da pri nas je vseeno tako majhna šola. Mi imamo možnost prisluhniti, bom rekla, pa mogoče ne čisto vsakemu posamezniku, ampak tam, kjer najdemo neki občutek, da je dijak v stiski, da ga tudi sami izzovemo, povabimo na pogovor razrednike, svetovalna služba, psihologinja, na koncu koncev tudi k meni, da lahko to izrazijo, kar jih skrbi. Jaz sem prepričana, da po najboljših možnostih bomo uspeli skupaj z dijaki, z njihovim vložkom v to, da se učijo, da delajo za šolo, priti do teh rezultatov, ki si jih pač vsi želimo. Na eni strani mi kot šola, učitelji, na drugi strani oni kot dijaki. Vsekakor pa rabijo velik suport nas v šoli in pa seveda staršev doma. Kot dokazujejo posnetki, je pri pouku obvezno nošenje mask, tudi ko so šolarji v matičnih učilnicah. Situacija se zdi vse prej kot enostavna in od vseh skupaj zahteva precej odgovornosti in usklajevanj. Kljub vsemu pa v tem času na gimnaziji potekajo priprave na uvedbo novega srednješolskega programa.
Zanimanje je veliko z vseh strani, kar je najbrž dokaz, da je uvedba srednješolskega programa Zdravstvena nega v Ormožu bil odlična poteza Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Sredi februarja se je začela obnova Ormoškega parka. V tem času dela pod strokovnim vodstvom že na veliko potekajo. Odstranjenih je bilo že kar nekaj dotrajanih dreves, ki jih bodo nadomestili z novimi. Tako se parku obeta pomladitev in bolj urejen izgled. V tem času pa občina išče tudi najemnika za gostinski lokal ob parku. Ormoški park, ki obdaja grad, se uvršča med najlepše v državi. Razteza se na več kot 11 hektarjih, v njem pa raste oziroma je raslo okrog 1000 dreves, med njimi kar nekaj eksotičnih vrst. A tudi drevju zob časa ne prizanaša. Tako starost kot slabo zdravstveno stanje nekaterih dreves ter invazivne tujerodne drevesnice so bile razlog, da je park treba obnoviti. V tem času dela potekajo in to po načrtu, ki so ga pripravili strokovnjaki. Ja, prvo smo se lotili samega posega na drevesih, torej pripravilo se je arboristično poročilo skupaj z Zavodom za varstvo kulture, Zavodom za varstvo narave, tako da smo nekako prišli do soglasja, tudi javno razpravo na to temo organizirali, ja, in izvede se poseg, to se pravi odstranitev dreves, katere so pač napadene raznih bolezni, potem pa tudi obrezovanje, kajti določena drevesa, ki jih imamo v parku, so že bile nevarna samim sprehajalcem v parku, tako da se ne bi karkoli zgodilo, tako da se tudi zadeva malo obnovi, prenovi. Jaz mislim, da si grajski park to zasluži. Jaz verjamem, da je bilo kar nekaj tudi nestrpnosti ze strani določenih občanov, kar je tudi po eni strani razumljivo, ampak kaj hočemo, prišel je čas, da to napravimo, drugače bi še lahko kakšno drevo več obžalovali v prihodnosti. Smo pa se normalno zavezali, da sedaj se ravno pripravlja tudi poročilo arborijske, ki bo tudi navedlo, na katera mesta in pa katere vrste dreves se bodo na novo zasadile. Koliko dreves bo torej odstranjenih ali požaganih ali na kakršenkoli način saniranih in koliko jih boste zasadili novih? Ja, poseg je bil opravljen na 110 drevesih, ne. To zdaj ni, ampak morate znati, da tudi enota drevo je bilo tudi, ne vem, kako mlado drevo, ki je bilo tudi na črno posajeno, to moram povedati, tudi kar nekaj tega bilo, kjer Zavod za varstvo kulturne dediščine oziroma za varstvo narave ni dal nobenega soglasja, tako da tudi to se je moralo odstraniti. Tako da na novo bomo zasadili toliko dreves, kolikor je tudi bilo odstranjenih. Tako da v naslednjem letu oziroma že nekaj sedaj, koliko nam v času omogoča, bomo zasadili sigurno 100 dreves na novo, ki bomo nekako tudi poskrbeli za prihodnost samega parka in pa da bomo te drevesa, ki so zdaj bila mogoče zaradi bolezni odstranjena, zaradi drugih zadev, tako da bomo nekako tudi neko novo mesto na tistem mestu tudi zasadili in poskrbeli, da bo park naprej živel. Kaj pa sicer se bo še napravilo novega od infrastrukture v parku? Ja, zdaj čakalo se je malo z temi potmi v samem grajskem parku, zdaj konec koncev, ker je tudi kar nekaj kasneje vzdrževanja, tudi košnje, trave in pa vsega, ne, tudi obrezovanje se bo moralo, to bo morala biti živa zadeva v prihodnosti. Je nekako tudi bil predlog iz Zavoda za kulturno dediščino, Zavoda za varstvo narave, da bi se ta glavna pot v samem parku za cirka pol metra razširila, vendar spet določena soglasja, spet določena pridobivanja so nam onemogočila, da bi to zadevo na hitro uredili, tako da bomo to najverjetneje v prihodnjem letu storili, drugače pa ja, potke bodo obnovljene, zdaj ki je prišlo do kakršnihkoli posegov tudi na zemljišči, težko je, da bi zdaj zeleno ostalo točno tako, kot je. Moramo se zavedati, da je bilo kar nekaj odvozov, kar nekaj posegov tudi na višine in brez kot prisotnosti nekaterih strojev je to zelo težko izvesti, tako da smo se morali tudi tega posluževati in pa odstranjevanje tudi štorov, ne. To smo zdaj naknadno napravili, na poročilo še se čaka okrog določenih, bi rekel, manjših zadev, kar se tiče posegov na drevesje, ampak to bomo najverjetneje v prihodnjo leto morali, se pravi, takrat postoriti, kajti vemo, da se držimo datuma, to je nekje do 10. 15. marca, tako imamo tudi dogovorjeno ze strani DOPS-a.
pridejo nekatere ptice, tako da ne bomo tudi njih ogrožali, smo do tega časa morali to postoriti. Čakali smo dolgo, da bi prišlo do zmrzali tal, takrat bi normalno bili manjši posegi tudi na travne površine, ampak se nam žal glede na situacijo vremena, vemo tudi kakšno vreme imamo v teh časih, da več ni tiste prave zime, bi se težko čakali, da bi 14 dni, 3 tedne bila zmrzal v tleh, da bi torej manjša poškodbe bile na zeleni površinah, tako da smo morali pristopiti in to bomo seveda tudi sanirali. Zdaj moram povedati, da so na ogledu bili tudi iz obeh omenjenih zavodov, da jih še enkrat ne navajam, ki sem jih že prej, pa so zadevo pohvalili, tako da ni bilo nekih večjih pripomb, tudi ze strani arboristke, ki nam je to pripravljala, si ogledala tudi na kakšen način so drevesa bila obrezana, tako da nismo imeli pripomb, tako da se je zadeva dobro na koncu uredila. Je pa še v prihodnosti pa še imamo vsekakor plan, da se ta urbanistična oprema malo posodobi, tudi grobnico bomo malo obnovili, tako da bo lepša tudi na izgled. Torej, neka učna pot je tudi predvidena, tu nam je Zavod za gozdove se ponudil, da bi nam opremil, bi rekel, park z določenimi tablami, kjer bi lahko tudi vsi, ki se tukaj sprehajajo, tudi spoznali te vrste dreves, ki jih naš grajski park ponuja. Tako da to je to, kar se bo postorilo, drugače pa ne bi radi tudi ne vem koliko v sam park z drugimi zadevami posegali, konec koncev vemo, da je to pomembno, tako zeleno mesto občank in občanov, pa ne samo občanov, tudi drugih, ki v naš grajski park prihajajo, ker je dobesedno res edinstven. Eni pravi, da celo v Evropi, da imamo toliko vrst dreves, tako da nekaj večjih posegov ni. Neka ideja je sicer mogoče na tej spodnji strani, pa smo že zadevo preverjali, torej se pravi pod grajsko pristavo, da bi se mogoče postavil en taki manjši ribnik, kjer bi tudi lokvani dobili svojo, da bi se to malo razcvelo, da bi še dodatno ta park dobil neko dodatno mesto, lepo mesto, kar se tiče samega ribnika. Tako da to še bomo razmislili, ali za to zadevo posegati v ta del ali ne. Tako kot pravim, probali se bomo držati teh smernic, teh načel, ki jih grajski park ponuja, in pa poizkusili čim manj, se pravi, posegati z drugimi zadevami v sam park. Park, na katerega smo v Ormožu vedno bili ponosni, ima dolgo zgodovino. Zasnove Ormoškega parka so vidne že na jožefinskem vojaškem zemljevidu, ki priča, da so od leta 1763 do 1787 v okolici gradu že zasajali drevesa. Zasnova za park z vrtom je vidna tudi na naselbinski karti iz leta 1801, kjer so že imeli večjo vrtnarijo, ribnik, sadovnjak in rezervat za divjad. Leta 1910 so ga zasnovali kot obsežen angleški park s eksotičnimi drevesi in grmičevjem. Po drugi svetovni vojni je bil park skoraj uničen s precejšnjo nenadzorovano sečnjo in je zdaj precej manjši od prvotnega. Kljub temu pa še vedno predstavlja biser sredi mesta in priljubljeno sprehajališče tako domačinov kot turistov. Ob parku se nahaja tudi letno kopališče in gostilna, ki je dolga leta ponujala osvežitev ali okrepčilo tako sprehajalcem kot poleti kopalcem, gotovo pa številnim gostom, ki so prav zaradi čarobne lokacije v gostilno park radi zahajali. Trenutno občina, ki je lastnica tako lokala kot letnega kopališča, išče novega ponudnika oziroma najemnika lokala. Zdaj z prvim razpisom nismo bili uspešni, malo je bila negotovost med samimi gostinci okrog te epidemije, ne ve se, kdaj se bodo zadeva odpirala, na kakšen način sploh to zadevo zagnati. Razpis smo ponovili, sedaj so že bili določeni zainteresirani na ogledu, tako da zainteresiranost sedaj vsekakor je, tako da do najema bo, mislim, da 100% prišlo. Zdaj, kar se pa tiče ostalega dela, se pravi samega letnega bazena, pa veste, da smo v upravljanje dali javnemu zavodu za turizem, kulturo in šport in bomo to zadevo preko njih tudi z pomočjo tudi našega režijskega obrata tudi zagnali.
Prostore gostinskega lokala v izmeri nekaj čez 147 kvadratnih metrov in z dvema terasama v skupni izmeri 108 kvadratnih metrov občina daje v najem z osnovno opremo. Ostalo opremo in drobni inventar, potrebno za izvajanje dejavnosti, mora priskrbeti najemnik na svoje stroške. Prejšnji najemnik dopušča možnost odkupa njegove opreme. Objekt bodo oddali v najem za nedoločen čas, odpovednim rokom 6 mesecev. Ponudnik mora v lokalu ponujati hrano in pijačo ter zagotoviti, da bo lokal odprt vsak dan. Ponudbe za najem občina sprejema do 22. marca. Facebook skupina slovenskih kvačkaric si je letos zadala posebno nalogo. Na pobudo Slovenjgračanke Jadranke Smiljić bodo kvačkale grbe slovenskih občin. To pomeni 212 grbov. Grb občine Središče ob Dravi bo nakvačkala Beti Tomašič iz Obreža. Beti Tomašič iz Obreža 125 od vseh ročnih del najrajši kvačka. Nič čudnega torej, da se je z veseljem priključila vseslovenski akciji kvačkanju grbov občin. Pobudnica zanimive akcije je sicer Slovenjgračanka Jadranka Smiljić, ki si je zadala cilj, da se slovenske kvačkarice s projektom vseh 212 nakvačkanih občinskih grbov vpišejo v Guinnessovo knjigo rekordov. Ker je Beti doma v Obrežu, bo nakvačkala grb občine Središče ob Dravi. Glede na Betino veselje do kvačkanja, smo jo tako ob našem obisku tudi našli s kvačko v roki. Zdaj trenutno kvačkam obeske za ključe, mini hobotnico, da malo ustvarimo za malo starejše obiskovalce, ko bomo imeli razstavo pri ustvarjalcih, pa da malo porazdelimo jim obiskovalcem. Kako dolgo pa že kvačkate? Kvačkam nekje 30 let že, od malih nog že, dušila pa sta me mama pa stara mama, tako da mi je to ostalo v genih. No in kaj vam to pomeni, recimo v kakšnem času dneva se spravite torej kvačkanju? Ja, to, ko imam čas, grem, si vzamem kvačko ali pa pletilko v roke, pa kaki šal ali pa kak izdelek naredim. No, kot vidimo, prtički vam zelo lepo grejo od rok. Ne? Kaj pa potem z njimi delate? Jih podarjate? Ja, podarjam jih mogoče za darilo komu, katera ne ve. Najbolj gre te za dan žena, če komu podariš ali pa tak za sebe. Najbolj delam, da se sprostiš, da za svojo dušo. No, kot vidimo, vaše stanovanje je polno takšnih lepih izdelkov, se pravi prtičkov, tudi rožic, ne? Ja. No, vključujete se tudi v skupino na Ljudski univerzi, kako pa to poteka? Ja, zdaj imamo trenutno prek Zooma vse, zato ker je teta korona na pohodu, ne? Tako da smo se tako odločile, te tudi. Pa smo se že tako tudi navadile prek Zooma, pa pokličemo se tudi po telefonu, pa vse to, če nam kaj zašteka ali kaj, pa katera mogoče kaj pozabi ali kaj, pa vprašaš, čuj, kak zdaj to mora iti, ne, pa tak. No, drugače pa, ko ste se še imele možnost srečevati, kdo je bil vaša mentorica na Ljudski univerzi? To pa je bila gospa Ljuba Fišer, kapo dol gospe, ne, ona je tudi, ti da voljo in moč pa zagon za naprej, da ustvariš vedno nekaj lepega pa dobrega, pa skozi ona pride, na vsaki Zoom pride z novo idejo, ne, kaj bi lahko napravile, tako da. Se pravi, gre samo za kvačkanje ali tudi za ostala ročna dela? Tudi za vse, katera pač dela ročno delo, ne. Kvačkanje, vezenje, pletenje, teda ni določeno, da je samo kvačkanje, ne. Katero ti pač leži, tisto delaš, ne.
Beti se tako rada priključi kamorkoli, kjer se delajo ročna dela, še posebej, kjer se ustvarja s kvačko. V tem času pa se seveda že pripravlja na kvačkanje grba. Natančna navodila strani snovalke projekta sicer še čaka, tako da z delom še ni začela. Ne še, začelo pa se po nekje 17. septembra, če bo vse po tistem, kak bi moglo biti. Ne. No, gre za to, da bi torej iz vseh 212 občin v Sloveniji ženske, torej, katere bi se za to odločile, naredile po grb svoje občine. Ne? Vse skupaj pa potem pripravljate za eno posebno zadevo, ne? Za Guinnessovo. Ja, za Guinnessovo knjigo rekordov bi se šlo tudi, da se bomo tam tudi prijavile, ne? Pa bo to vse poslikano, pa vse to, pa baje naj bi bilo v Ozirskem gaju, ne? Na razstavi tudi, na koncu pa, ko bo to vse končano, pa dobi vsaka občina tudi svoj kvačkan grb, ki bo tam tudi te na razstavi, ne? No, torej gre za kar velik projekt, ne? Ja, meni se zdi, da se je Jadranka to velik zalogaj vzela, jaz si tega pač ne bi upala, ne. No, zanimivo je tudi to, da je to skupina, ki obstaja na Facebooku. Pravzaprav vas je že 212 v skupini. Ja, je skupina na Facebooku, nekaj še manjka prostih mest, vem, da tu na Podravju je še nekaj prostih, ne vem, zdaj točno mogla bi pogledati, vem, da Ormož pa Središče sta zasedene, Darinka pa jaz imamo to čez, smo prijavljene, koliko mi je znano, ne. Za ostale pa ne vem, kak so, ker nas ima tudi spet, ker za vsako ima področje ima svojo kao podmentorico, ne. Grb vsake občine bo velik 140 krat 180 cm. To pomeni za vsako okoli 100 ur dela in približno 2,5 kg volne, kar znese približno 19.000 metrov. Načrt je tak, da jih bodo skvačkale iz slovenske volne, ki jo izdeluje tovarna v Majšperku. Za finančno pomoč pa zaprosile župane svojih domačih občin. Gre torej za največji slovenski kvačkarski izziv, ki bi naj bil vpisan v Guinnessovo knjigo rekordov. Ena država, 212 občin, 212 grbov, 212 kvačkaric in ena Slovenija. Ja, meni se zdi, da je to super ideja, malo da možgančke daš na off, ko imaš včasih vrh glave vsega, pa si vzameš kvačko ali pa pletilke, pa se odklopiš, pa niti ne veš, kje si, ne, da si čisto v svojem svetu, ne. Tudi živce malo, ne, tako pustiš na pašu. Ja, tudi ja, včasih se počutiš tako nervoze, ne, pa ne veš, kaj bi, ne, sam s sabo, ne. Pa ti je vse v napoto, te pa si vzameš, pa makar en vbod narediš ali pa eno vrstico, pa čisto drugi si, ne. Pove 42-letna Beti, ki je sicer mati dveh otrok. Sina Timoteja, dijaka na srednji strojni šoli na Ptuju, in hčerke Teje, ki obiskuje prvi letnik predšolske vzgoje v Ormožu. Beti je doma iz Lendave, po poklicu je šivilja in vse do stečaja je bila zaposlena v Murskosoboški Muri. Pozneje je bila zaposlena kot natakarica na Ptuju, kjer pa je spoznala partnerja Bojana, ki je drugače doma s Hajdine. Usoda je nanesla, da sta kupila hišo v Obrežu, kamor sta se z družino preselila leta 2010. Bojan je zaposlen v Talumu, Beti je gospodinja. Dela je tako v lepo urejeni hiši in okrog nje ne zmanjka. Obdeluje tudi vrt. Najrajši pa seveda poprime za kvačko in kot je dejala, že komaj čaka, da bo začela kvačkati grb občine Središče ob Dravi, kjer je sedaj njen dom. Sedaj pa še k drugi obliki umetnosti. Na pobudo pisatelja Rajka Topolovca smo obiskali slikarja Jožefa Hlebca. Gre za dva Kogovčana, ki si zaslužita posebno pozornost.
Razen domačinov jih najbrž ni veliko, ki bi vedeli, da je 86-letni Joško Hlebec iz Lača vasi pri Kogu še en svojevrsten umetnik na Kogu, ki morda po krivici ostaja v senci mnogih ostalih danosti, s katerimi se lahko pohvali Kog z okolico. Pa ne gre samo za odlična vina in vinogradnike, ki so s svojimi odličnimi vini že davno presegli meje domače Grude, pač pa tudi za nemalo velikih osebnosti, ki so ime Kog tako ali drugače ponesli v svet. Joško s svojimi številnimi rezbarijami in izdelki iz lesa ostaja skromen. Razstavišče njegovih del pa je okolica njegove hiše in notranjost hiše, ki je prepolna različnih del iz lesa. Pa tudi nekaj kovaških del se najde in keramike. Joško ima zanimivo življenjsko zgodbo. Za marsikatero delo je poprijel v teku življenja. Spretnosti obdelave lesa pa se je bil primoran naučiti že v mladih letih. Jaz sem že doma od mladih let. Tišari so pri nas delali okna, vrata, pohištvo, da je vojskem cajt zelo, te pa se tudi to nekaj pomoglo. Tišari, jaz sem te hubl, pa kaj takšega v grobu. Te pa sem odišel k Solotu, sem prišel domov, za 2 leti sem prevzel doma. Te pa je to sas potrto bilo, kaj je bilo. Hiža je bila tako zrušena, te tak napravijo. Ko smo notri bili, naprej žitnica predelo, ko smo notri bili, hiža je bila zrušena. Te sem pa prevzel, te pa je trebalo, pa ni bilo nikoli poštene pa nič. Te sem naprej napravijo kolo, drvina, ne drvino, vnuk pa mi je v kovo. Te sem pa potlej aparat kupil, švas aparat, te pa sem delal gumivoza. 6 gumivozov sem napravil, pa svinjska prikolica, 10. Pa nekša ograja sem delal, pa takša stvari. Te pa sem šel k soldatom, pri soldati sem te 2 leti bil, te sem prišel domov. Te sem se za 2 leti oženil. Vi sem te sam bil, a tako mama sta pred goro rišla, te pa sem se žensko dognil eno, pa smo te 50 let bilo. Te nazad je pa tako prišlo. No, v glavnem, veliko vsega ste naredili, vidimo, ampak sedaj delate bolj za dušo, ne toliko za potrebo. Zdaj malo delam praktično. Delal sem pred, v leti sem v dome, zdaj v zimi pa te letoško zimo sem doma ostal. Pravzaprav ni tega teko pri nas, kaj bi mogel material kupiti, ne. To je slaba penzija. Pa sem v Nemčiji sem bil 3 leta, tam sem po terenu hodil, čudo, pa 2 leti sem v mlekarni delal notri. Vem, je tam šef trico, kaj bi školu šel, kaj bi notri bil mejster, pa sem te doma žena bila pa deca. Pa sem te pač od domov. Sem pa tam čudo švaso. In te doma sem prišel domov, te sem traktor kupil, branec, vse stroja, nema ne, križ takrat boljo. Te pa sem začel hižo obnovljati. Te sem hižo podral. Te pa smo njali son, opet 2 žene. Te pa sem na novo napravil, ne. Te pa sem štale, so mi v kupu pale, kaj vojska razrušila. Te pa sem tisto mogel. Te pa sem imel prometno nesrečo. No in zdaj da vem, da pokopani središču Hrgat se je mrel. Te sem, pijan sem bil. Te sem mu kupil traktor, star novi pa spako, te ko sem plačal. Avto sem imel nemški, avto so mi zališen, še enkrat je mogel, no zdaj se ni mogel.
No, pota usode, ja. Ja, pa sem pa Čorinovan Martini delal. Mi smo delali vse, zidarijo, cimrmanijo, vse, hižo od kraja do kraja, ven spucali, rišt pa vse. In tako je te to ostalo, kar si mogel delati, ne. No, pravzaprav se gre sedaj za to, da imate tu okrog hiše in tudi v hiši veliko umetnin, ne? Vseeno torej si date malo, delate malo za dušo. Ja, seveda za dušo pa za dolg cajt, ja. Ne. Jaz po pravici povem, jaz sem kar sem v školo hodil že jutro pred sem zmetati mogel, kak sem v školo šel, prišel domov do tama, potle pa sem ven škole bil, te pa tako, skuje od 3. ure jutro pa do tama. A tak mi je nahranil, jutro pa večer. In jaz sem tak bil navajen, jaz sem v Nemčiji tudi delal 16 ur povprečno, vsak dan, soboto pa na delo. No, te sem si kupil traktor, pa to ta vse stroje. Potem je bilo lažje, ne? Te, seveda si se zdelo, te sem bil na operaciji s križom, te sem bil s pruhom, te sem bil s prostatoj, lani pa z očmi. No, 86 let so tudi leta, ne? Danes še kaj poprimete za delo, še kaj ustvarjate? Delam še, največ pa grem na šprancir. Brate, grem k Zdravki Čudokrotka, kaj delamo. Tu zdaj v zimi ni, zimi me zeba, pa zimi nečem, ne. Grem pa vsak dan po 2-3 ure peške. V letu pa, zdaj sem si te letos kupil moped tiste, ne letos lani. Te pa me zimi zeblo, tako bi lahko umrl, kdo sem se zelo odmrka doba. Te pa sem nivo, nekšo imel sem nivo odo, pa sem hudbil, pa sem drugi dan šel, pa sem si avto kupil za 3 ure. Tako sem imel avto tam. Vozite še? Ja, zdaj še je letos drugo leto do februara, te pa ne vem, te moram podukšati, zdaj sem 2-krat že podukšal, zdaj pa si, jaz mislim, kad sem nor bil, kad sem totega kupil, kad sem ni ovoga kupil brez izpita. Gospod Joško, naj vam služi zdravje, ne? Pa še primite malo, torej, ne, za hoblič, kaj še? Žaga je zdaj največ pa fleksi, ne. Ja. Zdaj noter ne morem delati z totih dug, tu se kadi, to je tako obupno, to se včasih moraš opodne kupati pa večer. No, obiskovalcev imate, ne? Si pridejo ljudje to pogledati? Pridejo čudokrat tu mimo pa snimajo, slikajo, samo ne tak, če pridem, ka vidim tega na dvor, kad pride tu tam, če bi radi vidijo, ne. Jaz sem zdaj zdrav, meni ni nič. Ne, jaz lahko še delam vse, samo zdaj, kaj boš, zdaj že nimaš, nimam materiala teko, ne, zdaj bi imel, zdaj sem te, kaj sem Ivo odo pa to. No, mogoče pa se kdo najde, pa vam kaj pripelje, kakšni les. Nisem rad, kaj bi mi nešče nekaj dopalo ali pa pomogel, nisem rad. Mi smo, odkrito bom povedal ženi, toto hižo v grabi je 22 metrov hiža dolga, pa 8, pa 10, 12 metrov široka, vse sem on opravljal. In podnevi sem še pa Čorini delal, cimrmanijo, pa zidarijo, v noči pa sem šudara vozil, pač zdrave. Tako sem. Dobro, gospod Joško, hvala lepa, da smo si lahko prišli pogledati. Ja, jaz sem tudi vesel, kad ste prišli, pa kad ste si tu malo pogledali, jaz sem rad, če kjer pride pa pogledna, ne. Moram pa povedati, kad največ je to, kad sem tu vse napravil, vnukica bila, ona kaj je videla, zdaj boš tu. Se pravi, veliko ideje od nje. Ja, pa
vnukica bila taka, ki te znala navide. Veš, je za 22 let stara. Jaz sem jo, nisem te kamija, da sem že te gor bil, te pa sem vsa jujšo na volo, ne. Na žaljo vnukinje je tako marsikaj ustvaril, vedno je imela kakšno zanimivo idejo, pove Joško, ki ima 5 otrok, ženo pa danes živita ločeno. Vmes je 5 let, ker mu je ponagajalo zdravje, prebil v ormoškem domu starejših občanov, predvsem v času zim. Topli meseci pa ga seveda vedno potegnejo nazaj domov, kjer mu je najlepše. Poznavalci bi njegovim delom rekli naiva, v katero je vtkana bogata domišljija iz sveta preprostega kmečkega človeka, klenega Kogovčana. Laik v bistvu težko presodi, za kakšen les gre in kakšni so materiali, ki jih za svoje ustvarjanje uporabi Joško Klebec. A videti je, da v umetnino spremeni tudi vsak košček odpadnega lesa. Pa naj gre za korenine dreves, za štore, stare sode, običajno desko ali karkoli že, kar se najde lesenega. Njegove ročno izdelane mize in stoli so danes tudi del opreme v košarkini hiši v centru Koga. K Jošku Hlebcu v Lača ves 28a smo se odpravili na pobudo Rajka Topolovca, znanega zgodovinarja, izumitelja in pisatelja. Rajko Topolovec je eden tistih, ki Hlebčevo delo gledajo z očmi poznavalca in s čutom za naivno umetnost, sploh pa po Topolovčevi knjigi Ves mešter sodeč s čutom do nekoga, ki so mu dani številni talenti. Jaz sem sam presenečen, kaj vse to je. Namreč še bolj, ker je bil moj sošolec. Do časa Nemčije smo sošolca, pa še pozneje. Dokler sem jaz tu holo. In sem presenečen, da nekako ga ne priznajo kot nekega naivnega umetnika. Kot da bi pri strani naive ne bilo. Samo ta hrvaška generalička, to dol podravska naiva. Hrvati cenijo naivo, pri nas pa ni. In sem malo, to me je zelo motilo, da nekako ga tišijo v nevednosti pa neznanju, da ne bi nič videl. To se pa poklicalo, to se posneli, pa še marsikaj niste, ker je tega ogromno, ne. No, v bistvu se Joško bolj drži zase, ne? Z veseljem smo prišli, z veseljem se pride kdo pogledat. Ja, mogoče se res držati, vedno morate računati, da je to skoraj proti 90 že gre, ne, pa je tudi precej gluh, pa tako se jaz, ne, pa pride do tega, ne zna povedati nikomu, kaj ima, ne. Zato pa se poklical, da so na licu mesta videli, da ne ima nekaj, ne. Ja, kaj pa je vam od vsega tega najbolj všeč? Ja, všeč mi je to, da so njegove plastike ima neko podobo. Ker če se bi jaz prav delati bez lesa nekaj na koncu, to je skoraj bilo. To pa vsaka stvar, kaj on najde, ki pa vidi, vsaki koren pa vse, vsaka neki smisel najde in naredi tega, pa ima tega tu. Srečanju sošolcev Rajka Topolovca, ki šteje 84 let, in Joška Hlebca, ki dobro nosi svojih 86 let, se je pridružil še en klen Kogovčan, ki jih šteje 88, Viktor Munda. Tudi Munda doma skriva nekaj zakladov tehnične dediščine, ki jih je Rajko Topolovec opisal v svoji knjigi Ves mešter. Mene zanimajo v prvi vrsti ta naša dediščina, tehnična, posebno kmetijska, ne. Imamo en stari motor, od začetka stoletja, da je gor še tabla in je 905. leta, neka ameriška firma. Potem neke druge stvari še, orodja iz vinogradništva, pa take stvari, ki so se uporabljale pri hiši. No, nič kaj posebnega, ne. Ja, ampak vam verjetno veliko pomeni, ne? Ja, meni pomeni to dosti, ne.
Boste kje razstavili morda to? Ne. To je zdaj pravzaprav pri nas neko skladišče tega. Moj vnuk se malo zanima za te stvari, ne. In te pa sem mu enkrat rekel, znaš kaj, jaz sem že zelo star, je rekel, kaj na te tega na odpad spravili. In pa sem rekel, to je tvojo, ne. In nekako tak, ne. Ja. Ste si ogledali vse te izdelke Joška Hlebca? Ja, jaz dosti krat, tu imamo Gorice, pa včasih, če sem v Goricah, pa rečemo kako besedo, občudujem to, ne. To je dosti dela vloženega, pa dosti smisla za to, ne. Kot pravi Rajko, ne, to verjetno spada pod naivno umetnost, ne. Ja. Joškove umetnine pa imajo tudi uporabno vrednost. Na koncu smo namreč sedli za eno izmed njegovih ročno izdelanih miz. Joško nas po lepi stari kogovski navadi ni pozabil tudi primerno pogostiti. Sedaj pa k športu. Rokometaši Jeruzalema so v krnjeni zasedbi zaigrali v Celju in kljub dostojnemu odporu doživeli sicer pričakovan poraz. Vinarje že v petek in torek čakata novi tekmi v Škofji Loki in doma proti Velenju. Za rokometaši Jeruzalema je že 19. krog v NLB ligi. Minulo nedeljo so vinarji gostovali v Celju pri aktualnih državnih prvakih in udeležencu Evropske lige prvakov. Za celjske pivovarje je to bila 17. tekma državnega prvenstva in tudi nova, že 17. zmaga zapored. Gostitelji so se proti Ormožanom veselili zmage z rezultatom 34-27, polčas 18-16. Okrnjeni Jeruzalem se je v Zlatorogu več kot dostojno upiral nasprotniku in v prvem polčasu v dveh primerih celo vodil, in sicer pri izidu 2-1 in 12-11 v 22. minuti. Celjani so v prvem polčasu vodili največ za 3 zadetke, 7-4 in 8-5. Tako da po omenjenih podatkih lahko zaključimo, da smo v prvem polčasu spremljali zelo izenačeno predstavo. Takoj na začetku drugega polčasa so pivovarji predstavili predstavo višje in z delnim izidom 6-1 ušli na varno prednost 7 zadetkov, 24-17. 7 zadetkov je tudi bila prednost na koncu tekme in obenem najvišje vodstvo Pivovarne Laško na tekmi. Pri domačih sta blestela oba levičarja, Žiga Mlakar na poziciji desnega zunanjega in Domen Novak na poziciji desnega krila. Oba sta dosegla po 7 zadetkov. 6 zadetki jima je sledil Tadej Mazej na levem krilu. Pri Jeruzalemu je bivši igralec Celja Rok Žuran dosegel kar 10 zadetkov. Kapetan Bojan Čudič je dodal 7 zadetkov. Ob tem je znova navdušil z odličnim izvajanjem 7-metrovk. Zadev je vseh 5 kazenskih strelov. David Bogadi na levem krilu je za poražence dodal 4 gole. Vratarja Celja Mirjan Vujović in Gal Gaberšek sta skupaj zbrala 7 obramb. Vujović 6, Gaberšek 1. Pri Jeruzalemu je Alen Skledar zbral 8, Tomislav Balent 2 obrambi. Celje Pivovarna Laško, Jeruzalem Ormož 34-27, polčas 18-16. Na lestvici vodijo Celjani z maksimalnim izkupičkom 34 točk pred Gorenjem, ki je zbralo 3 točke manj. Trebanjski Trimo je na 3. mestu z 27 točkami. Sledijo Koper, Riko Ribnica in na 6. mestu z 18 točkami Jeruzalem. Letos bo zelo pester boj za obstanek v ligi. Maribor in Slovan sta s 13 točkami na 9. in 10. mestu. Sledi 11. Dobova z 12 točkami. 10 točk je zbrala Ljubljana, 8 Krka in 6 Izola. Iz lige izpadeta 13. in 14. ekipa lige. Pred vinarji sta 2 tekmi. V petek 12. marca je ob 18. uri na sporedu gostovanje v Škofji Loki, ker bo odigrana zaostala tekma 13. kroga. V torek 16. marca pa na Hrdek prihaja Gorenje iz Velenja. Tekmo bo prenašala televizija Sportklub. Po več kot 5 mesecih so se na rokometna igrišča vrnili mladinci Jeruzalema. Vodilno moštvo lige je gostilo sovrstnike Gorenja iz Velenja. Po več kot 5 mesecih so na parket znova stopili mladinci Jeruzalema, ki so svojo zadnjo tekmo v prvi slovenski rokometni ligi odigrali 18. oktobra 2020. Domačinom, ki so po 5 odigranih krogih in 5 zmagah vodilno moštvo lige, so nasproti stali sovrstniki Gorenja, ki so doslej odigrali le 2 tekmi državnega prvenstva in na obeh tudi zmagali.
Tekma neporaženih ekip doslej je bila do 15. minute izenačena, 8-8. Nato pa je začela, kot je treba delovati obramba Jeruzalema, ki je bila skoraj na meji popolnosti. Kar 11 minut gostitelji niso dovolili zadetka mladim Osicam in v 26. minuti je prednost Jeruzalema znašala 3 zadetke, 12-9. Kljub trem zapravljenim 7-metrovkam v prvem polčasu so po zaslugi odlične igre v obrambi ter posledično s tem obrambo vratarja Alena Skledarja Ormožani na odmoru šli s kar 7 goli prednosti. Polčas 16-9 v prid domačinov, ki si za prikazano v prvem polčasu zaslužijo visoko oceno. Tudi drugi polčas so Jeruzalemčki pričeli z doseženim zadetkom in tako jim je uspelo povesti za 8 zadetkov, 17-9. Kar je bila tudi najvišja prednost oziroma iz vidika Velenjčanov najvišji zaostanek na tekmi. V nadaljevanju je odlična igra Jeruzalema v obe smeri nekoliko zbledela, a je z odličnimi obrambami Skledar poskrbel, da je njegova ekipa cel čas na varni razdalji držala nasprotnika. Bliže kot na 5 zadetkov zaostanka Gorenju ni uspelo priti. Še tik pred koncem so Ormožani vodili za 7, 25-18 in mirno tekmo pripeljali k zmagovitemu koncu. Uspeh Ormožanov je toliko večji, saj zaradi poškodb nista ekipi mogla pomagati Niko Sovič in Aleš Zemljič. Poleg 15 obramb Skledarja se je z 9 doseženimi goli izkazal Jure Lukman. 6-krat je bil natančen visoki Blaž Fergola. Enej Kovačec in Gašper Cvetko sta za zmagovalce zadela po 3-krat. Denis Škrinjar na pivotu in Žiga Borko na levem krilu sta prispevala po 2 zadetka. Enkrat se je med strelce vpisal Žan Toplak. Pri gostih se je v drugem polčasu z nekaj odličnimi obrambami izkazal vratar Alen Husejnovič. Prvi strelec ekipe Gorenja pa je bil Matica Ravnikar s 7 doseženimi zadetki. Jeruzalem Ormož, Gorenje Velenje 26-21. Polčas 16-9. Alen Skledar, kar 5 mesecev je minilo od zadnje mladinske tekme. Najbrž ste danes to tekmo z veliko nestrpnostjo pričakovali. Ja, zagotovo smo se veselili te tekme. Pripravljali smo se tudi zelo na njo in sem ponosen na naše fante, da smo tako uspešno odigrali tekmo in tudi pripeljali zmago domov. 6. tekma, 6. zmaga, na drugi strani pa je do tega trenutka stala nepremagljiva ekipa Gorenja Velenja, ampak odličen prvi polčas je odločil zmagovalca, kar 16-9, izid prvega polčasa. Ja, naša obramba je bila danes odlična in to je glavna zasluga, zakaj smo tekmo tako dobro odigrali in tudi zmagali. V drugem polčasu Gorenje za nijanso boljše, enostavno se je poznala širina njihove klopi. Ja, zagotovo imajo daljši klop kot mi, tudi mi smo malo popustili, ampak vseeno mislim, da smo odigrali korekten drugi polčas in dobro odigrali. Marko Štir, trener Gorenja, po dolgem času smo le dočakali, da tudi mladinci znova zaigrajo v prvi slovenski rokometni ligi. Najbrž ste tako vi kot trener kot igralci presrečni. Ja, res je. Zelo smo veseli, da smo po dolgem času zopet začeli igrati tekme. To naši fantje v bistvu najrajš delajo, a ne? Če nekaj treniraš, pa na koncu nimaš tekem, v bistvu ves trening, v bistvu tekme so v bistvu krona vsega, kar mi delamo. Danes moram reči, da je bila to ena zelo lepa tekma. Jaz domačinom čestitam za dobro predstavo in pošteno zmago. Mi smo se borili po najboljših močeh in več kot pa za ta častni poraz ni bilo. Kakšne so pričakovanja in pa želje vaše ekipe v prvi slovenski mladinski ligi? Ja, pričakovanja so predvsem, da bi v bistvu rasli iz treninga v trening, iz tekme v tekmo. V bistvu želimo predvsem, da ti igralci napredujejo in da potem čim več teh igralcev igra v prvi ekipi. Kako ste recimo zadovoljni s kvaliteto te zasedbe in seveda kaj pričakujete od te ekipe recimo čez 5 let v članski ekipi Gorenja? Ja, moram reči, da ima naša ekipa zelo velik potencial, to so zelo mladi fantje, v bistvu letnika 2001, kar so letos mladinci, nimamo skoraj nobenega na današnji tekmi, si sigurno bojo pa mogli še opraviti zelo veliko treningov, da bojo enkrat na tem nivoju, da bojo lahko igrali potem v prvi ekipi. S 6. prvenstveno zmago Jeruzalem ostaja na vrhu lestvice. V naslednjem 7. krogu pa jih čaka zahtevno gostovanje na Kodeljevem pri drugouvrščenemu Slovanu, ki ima tudi odlično ekipo, sposobno za sam vrh prve mladinske lige. Življenje je prekratko, da bi nosili dolgočasna oblačila.
Tako da si ga le popestrite z unikatno obliko, ki vam jo z veseljem sešije Andrej Zajšek, samostojni podjetnik v svojem modnem ateljeju Andi. Ponuja šivanje klasičnih ženskih, moških ter otroških oblačil za vse priložnosti, pa tudi reciklažo in popravila. Andi, da bo življenje bolj pisano. Dobrodošli v trgovino Jurček v Ormožu. Poleg širokega spektra barv za vse površine ponujamo tudi slikopleskarsko orodje, letve, zaščitni material, zaščitna delovna oblačila, čistila, suhomontažni material, material za ličarje, lepila, kite, akumulatorje, tapete, fasade in drugo. V najsodobnejših mešalnicah barv vam zmešamo barve za fasado, stanovanje, barvo za avto, kmetijsko mehanizacijo, za les ali za kovino v tonu po vaši želji. Izbirate lahko med več 1000 barvnimi odtenki. Preverite pri nas, preden boste kupili drugje. V trgovini Jurček v trgovskem centru Jurkovič v Ormožu vas pričakujemo od ponedeljka do petka med 7 in 17 uro in v soboto med 7 in 13 uro. Sem Tim Gajser. Za uspeh je potrebna delavnost, pogum in pravi prijatelj. Sem član AMZS. Kaj pa vi? Včlanite se zdaj, ker član prihrani vsak dan. AMZS, pravi prijatelj. Tako. Zanimivosti ne manjka, kljub določenim omejitvam, življenje gre naprej. In tako je prav. Za danes se vam zahvaljujemo za pozornost in vas v našo družbo vabimo tudi čez teden dni. Ta čas pa le še tu in tam poglejte na naš kanal. Vedno je videti kaj zanimivega. Srečno, do prihodnjič.